lep pozdrav vsem prisotnim. Rad bi najprej izrazil svojo zahvalo in priznanje tele ustanovi, oziroma dvema ustanovama, ki ste organizirali tole srečanje. Mislim, da je pomembno, da se o tem govori in razmišlja. Tudi zaradi tega, ker sem, kot je profesor Rogič prej citiral, sam večkrat izrazil misel, da je Goli otok tako ali drugače naša dediščina, čeprav tista dediščina, v glavnem, ki je naša neželena dediščina. V Goli otok na Goli otok sem padel povsem po slučaju, in sicer leta 1982, ko sem končeval svojo knjigo o italijanskih koncentracijskih taboriščih. Na Rabu se je zgodilo nekaj, kar tako veličastnega, kar zgodovina ne pozna, in tudi ne verjamem, da se bo lahko kaj podobnega kje ponovilo. Septembra meseca leta 1943 je namreč 2000 nekdanjih slovenskih in hrvaških internirancev razorožilo 2200 italijanskih vojakov in karabinerjev. Potem so izvedli pa še desant na Cres in jih še tam več kot 400 razorožili. Nekaj nezaslišanega samem po sebi. Še bolj nezaslišano pa je to, da niti enega niso ustrelili. Pa ne zaradi tega, ker med temi nekdanjimi interniranci ni bilo nikogar, ki tega ne bi želel. Sam mislim, da jih je bilo takih zelo veliko, ki bi najrajše od vsega na svetu naredili to, da bi kakšnega Italijana spravili z tega sveta, bodisi vojaka, bodisi karabinerja. Zakaj tega niso naredili? Zaradi tega, ker se je nekdanjim internirancem, ki jih je organizirala, postavila na vodstvo organizacija, v kateri so bili recimo najpomembnejši člani nekdanji vojak Kraljevine Jugoslavije, France Potočnik, potem pokojni Anton Vraltuša, ki ga vsi poznate. Tisti, ki je pa po moje oceni imel osrednjo vlogo, pa je bil že danes omenjeni Jože Jurančič. Zaradi tega sem tudi mu to knjigo o Golem otoku posvetil kot enemu največjih junakov v slovenski preteklosti. No, ko sem končeval knjigo o italijanskih taboriščih, sem hotel govoriti tudi z Jožetom Jurančičem, da bi mi razjasnil ta misterij, kako je bilo to mogoče. Prišel sem k njemu in njegovi takratni ženi Olgi Virens Jurančič v stanovanje, ampak o Rabu se nismo pogovarjali niti 10 minut. Pri njemu sem ostal 4-5 ur in potem sem hodil k njemu oziroma k njima ves teden, vsak dan popoldne za približno toliko časa. Ves čas sta mi pripovedovala svoje spomine na Goli otok, na Grgur, in interesantno in fascinantno je bilo zlasti njegovo bivanje pred Golim otokom. Namreč on je bil zvezni poslanec, pomočnik ministra za prosveto v Ljubljani, in kot zvezni poslanec je imel poslansko imuniteto. Pa so ga kljub temu zaprli na Povšetovo, ampak ker je bila Jugoslavija pravna država, ga niso zaprli pod njegovim imenom, temveč pod drugim imenom. In tam so ga imeli zaprtega toliko časa, dokler mu ni potekel poslanski mandat. Potem so ga pa dali na sodišče, ga obsodili in poslali na Goli otok. Od žene njegove so hotele, da se loči od njega, ker tega ni hotela, so tudi njo poslali na sosednji otok. Nista vedela drug za drugega, dokler sta bila tam.
Na Goli otok so poslali tudi 4 Jurančičeve sinove iz prvega zakona. Se pravi, da je bila na Golem otoku cela njegova družina prva, od druge družine pa samo žena, sin, ki jo je imel z njo, je bil pa še dojenček, tako da ga niso potem poslali na Goli otok. Seveda me je ta zgodba strašno fascinirala in vprašal sem ga, zakaj meni, da so ga poslali na Goli otok. Odgovoril mi je, da zaradi tega, po njegovi oceni, ker je bil član tiste delegacije, ki se je šla pogajati z Nemci o skupni obrambi pred, takrat se je govorilo o zavezniški oziroma anglosaksonski ofenzivi na Dalmacijo oziroma desantu na Dalmacijo. In on je domneval, da je bil to pravi razlog. Meni že takrat, ko mi je to povedal, to ni delovalo dovolj prepričljivo. Vedel sem pa, da če kaj, da Jože Jurančič ni bil stalinist. O Jožetu Jurančiču je pisal tudi kolega Stane Granda o njegovem delovanju na Dolenjskem in tam je opisal Jožeta Jurančiča kot dobrega komunista, tistega, ki je deloval na demokratični osnovi pridobivanja, danes rekli, volivcev. Potem, ko sem razmišljal dolgo časa in ko sem se že kasneje, ko je ta knjiga nastala, začel ukvarjati bolj podrobno tudi z jugoslovansko preteklostjo, pa sem ugotovil, da je pač Jože Jurančič bil eden od tistih komunistov, ki so bili komunisti že pred letom 1937, ko je bila osnovana Komunistična partija Slovenije. Komunistična partija Slovenije je bila osnovana v resnici dosti prej, 1920. leta. Ampak 1937. so na Čebinah ponovno osnovali in ustanovili že ustanovljeno komunistično partijo, katere idejni oče in organizator je bil Edvard Kardelj. In tisti, ki so pa delovali kot komunisti pred tem obdobjem, danes smo slišali za enega od njih, Mirko Košir je bil celo vodilni vodja te komunistične partije na Slovenskem pred ustanovitvijo druge komunistične partije Slovenije, mislim, da 36. leta, ne, so se pa vsi znašli v hudi nemilosti. Ja, večinoma so jih pobili, niso vseh. In kot tak se je tam znašel tudi Jože Jurančič. Njegova zgodba je bila mi res tako pretesljiva, tako fascinantna, da sem jo hotel objaviti, seveda. In ko smo se nehali pogovarjati, to je bilo novembra meseca leta 1982, sem seveda v skladu z etiko raziskovalno vprašal oba, če smem to zgodbo objaviti. Ona dva sta rekla ne, ker sva podpisala izjavo, da o tem ne bova govorila. Jaz sem bil seveda takrat zelo razočaran, imel sem tak material, ki se mi je zdel prava bomba, ne, pa s tem ne morem nič narediti. Potem sem prišel na misel, da bi z nekom, ki se je ukvarjal z gledališčem, naredila eno modno dramo. Velikokrat sva se pogovarjala, z tega ni bilo nič. No, na kar sem prebral v Novi reviji pogovor z Jožetom Jurančičem. In v tem pogovoru je Jože Jurančič povedal vse tisto, kar je povedal meni, kar je bilo seveda dodatno hudo razočaranje. Ampak seveda pota usode grejo malo sem, malo tja. Leta 1987 sem se znašel
na podoktorskem študiju na London School of Economics, kjer imajo čudovito knjižnico in ta knjižnica ima odprt dostop, pa sem tam taval od police do police in na teh policah odkril tudi nekaj knjig o Golem otoku. Seveda sem te knjige prebral na dušek. Prva, ki mi je padla v roke, je bila knjiga od Venka Markovskega, zelo zanimiv gospod, njegova usoda je pa sploh zanimiva, ne. On je bil član komunistične partije, eden od vodilnih udeležencev partizanskega osvobodilnega gibanja v Makedoniji, visok funkcionar po vojni, ampak je imel problem, ker ni hotel biti Makedonec, ampak je hotel biti Bolgar. In zaradi tega se je potem znašel na Golem otoku, z Golega otoka je potem odšel v Ameriko, kjer je dobil možnosti, da je deloval dalje in tudi objavljal, on je bil pesnik, je objavljal pesmi, pa tudi to knjigo o Golem otoku. No, naslednjič sem se pa srečal z Venkom Markovskim pred 5 leti v muzeju v Skopju, kjer je predstavljen teror, kakšnega so doživljali Makedonci od vseh mogočih in na koncu tudi od komunistične partije Jugoslavije. Bila je postavljena skupina voščenih figur na takole gledalčevi levi roki, iz vidika tega zbora pa na desni, je postavljen Venko Markovski kot tisti, ki ga je komunistična partija Jugoslavije preganjala kot zavednega Makedonca. Je zelo zanimiv obrat usode, ne. No, in ko sem potem vse stvari o Golem otoku, kar jih je bilo tam na polici prebral, brskam dalje in naletim na polico z knjigami Milovana Đilasa. To je bilo, pa seveda spet naslednje, zelo veliko odkritje. Milovan Đilas je namreč izredno dober pisatelj. Zelo, ja, pa prevod ni tako dober, kot nažalost. Preveden je bil že, mislim, da tam v 50-ih letih, ne, ko so prevajali o Njegošu njegove stvari, ne, ampak, no, da ne bi zdaj o Đilasu govorili, jaz te knjige seveda preberem na dušek in zopet se zataknem pri Golem otoku. Namreč Đilas v eni od svojih knjig pravi, da je bilo na Golem otoku prvič v praksi izvedeno samoupravljanje. In je bilo seveda res. Resnično, absolutno resnično. Vsa koncentracijska taborišča, vsi sistemi koncentracijskih taborišč so zgrajeni na tej osnovi samoupravljanja. Od prvih, se pravi, italijanskih in sovjetskih, pa potem nacističnih in tudi jugoslovanskih. To seveda sem pa vedel iz svojih raziskovanj italijanskih in nemških koncentracijskih taborišč. Seveda, da je tukaj bilo res vse skupaj izpeljano kot sistem. Slišali smo danes večkrat, kako je bila tam na Golem otoku žica, v žici barake in znotraj barak ni bilo miličnikov, ni bilo udbe, ti so bili zunaj, ne. Za žico se je pa dogajalo marsikaj, ne. Slišali smo o mnogih okrutnostih, ki so jih doživele, pa ni bilo nujno, da so bilo to fizično nasilje. Ne. Prosim? Ne, ni nujno, ni nujno. Eno se steknili oko, tega je bilo veliko, ampak bolj pogosto in bolj učinkovito celo je bilo, da vsak, ki se je na novo znašel v kateri od barak na Golem otoku, bil najprej postavljen v bojkot. In da je prišel iz bojkota, je moral potem
govoriti pred temi, ki so bili skupaj z njim v baraki, se izpovedati in takrat presekati vse repe, kot se je reklo. Se pravi, je moral o svoji družini, o svojih prijateljih, o svojih znancih govoriti in takrat so ljudje govorili, seveda, kot se lepo reče, svašta. Od tega svašta so celo udbovci, ki so dobili zapisnike, zelo dobro vedeli, da je to večinoma fantazija, da nima to s kakšno resničnostjo prave veze. Ampak, če pa je bilo potreba, so pa to tudi uporabili, ne? Kadar zlune trebalo. Ne? Kako je zadeva funkcionirala, mi je ponazoril šele nek albanski oficir, ki je bil v drugi polovici 80-ih let obsojen na zelo dolgo zaporno kazen, zaradi tega, ker so pač takrat iz JLA odstranjevali albanske oficirje. In on je bil v Ljubljani v službi, pa so mu rekli, jutri pa ne prideti na delovno mesto, pridi tukaj na komando vojske, in sicer ob 7 zjutraj. On pride ob 7 zjutraj, ga peljejo v neko pisarno, v tisti pisarni samo miza in stol. Na mizi papir in svinčnik. Pa mu reče, tu sedi pa piši. In on tam sedi, čaka do 3. ure popoldne, ko mu pridajo potrkati na vrata, če je že kaj napisal. On nisem vedel, kaj moram napisati, ne. Pa mu rečejo, nič hudega, boš prišel jutri ob 7 ponovno sem, in je potem hodil tja več kot mesec dni. In ko je hodil tja mesec dni, sedi pa piši, je začel pisati, kako je on zadojen albanskim nacionalizmom, ker je na njegovi zibelki bil grb Albanije narisan. Zdaj, če je že kdo slišal koga, ki se spomne, kakšna je bila njegova zibelka, ne, častim vse skupaj zelo dobro večerjo. No, jaz vsekakor nisem med njimi, ki bi mi tako daleč spomin nesel. Seveda ne. Se pravi, njega so v tem samo sedi pa piši pripravili v tako stanje, da si je začel izmišljevati. In potem mi je še povedal, jaz sem Albanc in Albanci smo prepričani, da smo mi najpogumnejši narod. Ne? In potem, ko sem videl, kako me je strah, noben mi nič noče, nobenega fizičnega nasilja ne uganja nad mano. Ne? In on začne potem si izmišljevati o Albancih, ki so bili pač albanski nacionalisti itd. itd. Tisti, ki so to brali, so jasno vedeli, da je to larifari. Ne? Ampak, ker je bila zadeva uporabna, so skupino albanskih oficirjev, ki so bili kolegi z njim na akademiji, ki so bili po drugih mestih Jugoslavije, se postavili pred sodišče in jih obsodili na zaporne kazni od 5 do 8 let. Albanci so takrat še poznali krvno maščevanje. To pravi, je bila to resna zadeva. Obsodili so tudi njega, ampak njega so po slabem letu dni izpustili iz zapora. Dodatna pokvarjena poteza, ker so ga s tem razkrinkali. Kdo je tisti pred tistimi ostalimi. To je metoda, ki so jo razvijali seveda ravno v tem obdobju od leta 1949, ko so jo pripeljali tako rekoč do perfekcije, čeprav jo takrat niso izumili. Ne? Obstaja ena knjiga, ki je izšla v slovenščini leta 1939, o nekom, ki je znašel se v zaporih stare Jugoslavije kot komunist. In komunisti so že takrat v zaporih organizirali
kolektiv oziroma zajednico, in ta zajednica je postavila zelo stroge pravila in vse te stvari, ki so jih potem uporabili na Golem otoku, so že tam preizkusili. Ne? In ta funkcija bojkota, v kateri je bil postavljen vsak novo došli, je imela dvojno funkcijo. Najprej to, da so se vsi znašali nad njim, da so mu vsi pokazali z besedami in dejanji, kam sodi. Z njim pa nihče ni smel govoriti, niti mu nič dati ali od njega vzeti. S tem ljudje smo pač bitja, ki imamo nagon pogovoru, bitja, ki pripovedujejo zgodbe, so bili ti ljudje postavljeni v pozicijo, da so si želeli govoriti. Ne. Govorili so pa lahko samo take stvari, ki jih je Udba želela slišati. Ne. In zato, da bi ustregli Udbi, so si potem izmišljevali. In potem je sledil različni režim. Tudi danes smo slišali o tem, kako se je režim spreminjal, res se je spreminjal. Udba je zmerom govorila, mi nimamo nič s tem, celo še po vojni omenjeni komandant taborišča rekel, kakšni pokvarjenci ste bili, nekdani interniranci, kaj ste delali drug z drugim. Ne? Kar je pa res grdo, Ne, to je grdo, to ni cinizem, to je samo še grdo, res gršega od tega ne more biti. Ti prisiliš nekoga, da počne grdobijo, potem pa rečeš, kakšen si. Ne? In na tem sistemu so tudi vsa taborišča nota bene postavljena. Ne? Iz Raba sem najdel takole anekdoto. Ljudje umirajo od lakote, iščejo hrano, kjer je karkoli možno dobiti, tudi po smeteh brskajo. In pride italijanski general, zlikan, lepo urejen, vidi tam ljudje po smeteh plazijo, da bojo dobili kak košček, pa reče, ke gente, neli gente. Ne? To je princip, ki tukaj funkcionira. Da pa potem še tako rečeš, kot je rekel ta gospod, se mi pa zdi res nezaslišano grdo. In ta sistem samouprave je funkcioniral tako, da so tisti, ki so vodili udbovci, naročali seveda sobnim starešinam in posameznim taboriščnim svojim ljudem iz vrst internirancev, ki so hoteli se popraviti ali pa pokazati, kako so se popravili, kaj morajo početi, kako morajo početi. Ne? In zdaj, če tega niso storili, so se sami znašli v poziciji, da so kaznovani. Ko pa so, in ta režim se je seveda od leta 1949 zelo stopnjeval. Potem so pa enkrat ugotovili, da to ni več v redu, pa so preprosto kaznovali tiste sobne starešine in druge, ki so izvajali ta režim, češ, vi to delate nekaj, kar ne smete delati, ne, pa to delate sami od sebe. In tako je ta samouprava funkcionirala dokler zadeva tu ni bila zaprta. Ampak zelo interesantno, ne, mi smo imeli v Jugoslaviji samoupravni sistem. Ne. In tu sem pa kot mlad pravnik moral sedeti na sejah delavskega sveta ene velike firme, en Sost je bil, da ne bom delal reklamo za njega. Meni je bilo zmerom tam strašno mučno, ker takrat se je še kadilo na sejah, govorili so zmerom ene in isti ljudje, ene in iste stvari, ki so imele veze z dnevnim redom ali pa niso imele veze z dnevnim redom. Tako da vsaka taka zadeva se je končala z glavobolom. Tisti dan je bil zame zgubljen. No in bila ena razprava, govori se o prvi točki dnevnega reda, traja diskusija uro pa pol, sprejmejo sklep. Na naslednji seji
zopet ista točka na dnevnem redu, zopet isti govorijo pač dolgo na široko itd. Ponovijo sklep. Na tretji seji pa se pred začetkom seje oglasi generalni direktor, pravi, meni so pa na mestnem komiteju naročili, da moramo tole točko rešiti drugače. Nobeden se ni oglasil, nobeden ni glasoval, ampak je bila točka rešena drugače. Čisto v skladu z tem, kakor se je to prakticiralo in seveda iz tega, to sem doživel osebno, preden sem se srečal z Gilesom, sem razumel, kako je ta sistem bil zastavljen in kako je funkcioniral. Ko pa sem potem imel priložnost govoriti z enim od vidnejših takratnih slovenskih politikov, seveda je bilo to že enkrat konec 80-ih let, takrat leta 82, ko sem bil s tistimi papirji, s popisanimi pogovori z Jožetom Jurančičem in Olgo Virens Jurančič, pa nisem mogel objaviti, sem vprašal enega sodelavca, ki je bil eden od tistih 25 poslancev, saj veste, kaj to pomeni, in on mi je rekel, joj Božo, vse tebe bojo še zaprli, to je leto 82, ne. In jaz tistih papirjev nisem hotel vrti stran, ker so se mi zdeli predragoceni in nisem imel kaj narediti z njim. In takrat sem stanoval v nekem bloku, kjer sem vsako noč je kdo zvrati za loputno in sem bil vsako noč sproti prepričan, da so prišli po mene zaradi tistih papirjev, ne. No, situacija se je potem konec 80-ih let spremenila. Odkril sem, zelo zanimivo, pri nas se je govorilo, da v Golem otoku ni bilo nič objavljenega. Prva knjižica v Golem otoku je šla že leta 1949. In v času, ko je Goli otok še funkcioniral, je bilo objavljeno o njem ogromno literature. Seveda je bila to v glavnem propagandna literatura, ki jo je treba pač vzeti tako, ne, cum grano salis, ne. Takrat se je tudi začelo dati že nekdanje internirance spraševati. Moja izkušnja je bila, da že prej od italijanskih taborišč, ne, da če hočeš ugotoviti, kakšno stanje je bilo tam, da rabiš druge vire. Namreč, ko sem pisal knjigo o italijanskih koncentracijskih taboriščih, sem dobil v roke več dnevnikov. Med drugim tudi dnevnik nekega gospoda, ki je pri vsakem kosilu in pri vsaki večeri preštel do makarona natančno, koliko jih je bilo v njegovi porciji. In če se prav spomnim, jih ni naštel nikoli manj kot 32. No, ko sem vprašal nekdanje internirance, so rekli, največ 3-4 makaroni so bili noter, pogosto pa nobenega, ne, ni bilo. Ampak ko sem objavil kot bolj verodostojno v knjigi ta podatek, kot jih je zabeležil ta gospod, sem pri nekaterih zbudil zelo negativno, zelo odklonilno reakcijo, češ, da olepšujem situacijo, ne. Se pravi, človeški spomin je ena zadeva, ki je dokaj nezanesljiva. Ker sem se s temi stvarmi začel ukvarjati v 80-ih letih, o internirancih v italijanskih in nemških taboriščih, pa je bilo v naših muzejih zbranega ogromno materiala, sem imel priložnost opazovati še to, kako se spomini razlikujejo tisti, ki so pisani v 50-ih letih, pa 60-ih letih, pa 70-ih letih, pa 80-ih letih. Vsako obdobje oblikuje spomin po svoje. In seveda tako je tudi
tako je tudi glede Golega otoka. Prijazno sem bil opozorjen, da se mi čas izteka. In seveda iz tega sem sam prišel do nekih takih sklepov, ki bi jih rad še za zaključek zdaj delil z vami. Prvi je ta, da spomin je precej nezanesljiva zadeva. Na podlagi spominskih zgodb se dobi zmerom slika, ki je predelana. V različnih obdobjih jo se predeluje v različne. Se pravi, ena rekonstrukcija dogajanja na podlagi tega niti ni možna. Ampak kljub temu je to nekaj, kar je pač treba preučevati, kar je treba vzeti upoštev, zaradi tega, ker drugače preprosto ne moremo dobiti vpogleda v zgodbo tistih, ki so bili žrtve. Ne? In žrtve so pa ves čas želele to svojo zgodbo povedati. Ne? In če te zgodbi ne prisluhnemo, naredimo v bistvu s tem tudi sami del tega nasilja, kateremu so bili izpostavljeni. Se pravi, žrtvam je treba dati možnost, da se jih posluša, da se jih vidi, da se ne obrne pogleda stran od njih. Kar je pa seveda zelo težko, ne? To je ena zadeva, ki je zelo naporna, in ko sem sam padel v to ograjo koncentracijskih taborišč, italijanskih, jugoslovanskih in nemških, sem v tej ograji bil 20 let, takrat sem si v glavnem pomagal s kavo, tako je tudi potem nastala knjiga o kavi, drugače ne bi, ker vsake toliko časa se je bilo treba umakniti. Jasno ti je, da to, kar slišiš, da je nek odmev nečesa, kar se je dogajalo. Da je to nekaj, kar je bolečina drugega, ampak to se te dotakne, temu se ne da izogniti tudi takrat in tudi tam, ko je ta zadeva recimo takole že malo marsovska. Tudi to se mi je naredilo. Namreč hotel sem, da bi spodbudil k razmišljanju pa pogovoru nekdanje internirance iz Golega otoka in sem se dogovoril z skupino kakšnih 25, da smo se dobili skupaj za eno mizo. Mislil sem, da bo to spodbudilo pogovor, pa spomin, pa da bo drugega dopolnjevali, pa tako naprej, in da se bo tam res iz tega dobilo neko informacijo dodatno, ker pač vsak se ne spomne. Doživel sem celo to, da so nekateri resno opisovali, kako so bili prizadeti ob kakšni stvari, pa tisto stvar opisali, pa je sami niso doživeli, ker jih takrat ni bilo v taborišču. Recimo na takih primerov je bilo več. Ne? In zgodilo se je drugače. Bila nas je skupina 25 ljudi, prvi se oglasi in odgovori svoje, kar je imel povedati. Nihče nič ne komentira, nihče nič ne doda, nihče nič ne odzame, drugi in tako naprej. Sedeli smo nekaj ur, potem smo se zmenili za naslednji večer zopet. In zopet gre takole zadeva, traja pogovor 3 ure, je že malo pod mizo lezem na stolu, kar vstane nekdo iz mize, takole se dvigne, take velikanske dlani je imel, mislim, za 3 moje, pa se začne dreti, da ves glas, mislim, jaz ne vem, odkje je tudi to štimo dobil. Bili smo pa tam na Zavetiški, ki je bila takrat čisto prazna, tako da je odmevalo po tisti stavbi.
Bil je to en gospod, ki je bil kot mlad dijak poslan kot skojevec tudi na Goli otok. Od tistega, kar je v tem navalu povedal, potem, ko je odgovoril, se je usedel mirno, kot da se ni zgodilo, in tudi drugi so se obnašali, kot ni zgodilo, sem se pa spomnil samo tole, kar mi je pa ostalo res v spominu, kot nekaj takega, kar me še danes bega, kaj je pravzaprav hotel s tem povedati. Adolf, oziroma Dolfi, kot se je on izrazil, je imel vse prav, sam premalo Židov je pobil. Kaj je hotel s tem povedati, ne, to mi je bilo uganka takrat, kot mi je danes, je pa očitno bilo to nekaj, kar je on rabil dati takrat iz sebe, in tako je bilo tudi sprejeto. In ko je to povedal, je bil čisto miren. S tem bom jaz svojo današnjo prezentacijo zaključil. Vam se bom pa zahvalil za pozornost.